Spoštovane dame in gostje, častni gostje, za začetek bi se rada zahvalila gospodu Zerju za povabilo, da lahko danes pregovorim nekaj besed v imenu slovensko govorečih študentov in študentk na Dunaju. Leto 2023, kot smo že omenili, je pravzaprav zelo pomembno za nas študente, ker Klub slovenskih študentov in študentk praznuje svojo 100. obletnico. In ob tem veličastnem mejniku me pravzaprav zelo veseli, da se prepozna glas nas mladih, ki prav tako oblikujemo slovensko skupnost. Nenazadnje smo se pa danes tu zbrali, da praznujemo slovenski kulturni praznik in s tem tudi pesnika Franceta Prešerna. Prešeren se je rodil na južni strani Karavank. Njegova prva pot iz Kranjske na sever pa ga je leta 1821 vodila na Dunaj, kamor je šel študirat in kjer je bil tudi Knafljev štipendist. Na Dunaju se je Prešeren zelo prvič v bistvu začel poglobljeno zanimati za poezijo, preučeval je vsa velika dela od antike do romantike, od Homerja do Pokača. Na začetku 19. stoletja je v bistvu bila v Avstriji zapovedana religiozna in mistična literatura, no Prešeren je celo izgubil službo študijskega prefekta v nekem dunajskem zavodu, ker je enemu od svojih gojencev, grofu Antonu Auerspergu, poznejšemu slovenskemu pesniku Anastaziju Grunu, posojal prepovedana pesniška dela. No, pa vseeno, zakaj omenjam Prešerna? Prešeren je pravzaprav bil eden izmed nas. Bil je študent na Dunaju in pogosto je tudi domov pisal pisma. Torej, leta 1824 je domov v bistvu poslal eno pismo, ki je bilo nenavadno resno in odločno, kar je v bistvu v nasprotju z njegovimi do takrat šaljivimi pismi. 24-letni študent je namreč pisal staršem o tem, da se je dokončno odločil, da bo vztrajal pri tem, da postane pravnik. Napisal je: "V Ljubljani nisem imel pravega veselja do tega stanu, pa me je vendar nekaj, jaz ne vem kaj, ven na Dunaj gonilo. In ker sem do konca prvega leta že skoraj v srcu sklenil, da bom šel nazaj, je naenkrat prišla štipendija. Brž sem dobil službo in vse se je tako naključno zgodilo, da sem se premislil." No, Prešeren na to uporabi metaforo, češ ali bi bilo pametno sadovnjak, ki je ravno na tem, da prvič obrodi, posekati in iz njega narediti zelenjavni vrt, ter na to odločno sklene: "Ker tako rečisto je, tako boste sami lahko razumeli, da ne morem več nazaj priti, preden ne bom v Ljubljani državne službe iskal." No, in to pismo 24-letnega Prešerna bi lahko pravzaprav napisal katerikoli izmed nas študentov tu na Dunaju. Sprva vsi pridemo v dvomilijonsko mesto, ker nas srbijo pete in bi radi odkrili svet. Ker verjamemo, da je med milijoni ljudi na milijone priložnosti. No in kaj kmalu se prebudimo v realnost. Zbudimo se v mestu, kjer govorijo drug jezik, kjer je treba iskati različne načine prilagajanja. In kot je napisal Prešeren, pride že trenutek, ko si zaželiš, da bi se vrnil domov, pa vendar se potem pojavi nek preblisk. Čudež, če bi temu lahko tako rekli, ko se stvari vseeno nekako poklopijo. Jaz sama sem prišla na Dunaj leta 2019 na glavno Dunajsko univerzo na izmenjavo. Za Dunajsko univerzo sem na eni strani se odločila zato, ker je najstarejša univerza v nemško govorečem svetu, če odštejemo praško Karlovo univerzo, ki je bila včasih tudi delno nemško govoreča. Po drugi strani pa je pred mano v bistvu že neka tradicija na Dunajski univerzi veličastnih Slovencev. No, do ustanovitve Slovenske univerze, nenazadnje leta 1919 v Ljubljani, se je v bistvu zgledovala po tem, kar je slovenska elita šolana na Dunaju prinesla domov. No, naštevanje pomembnejših Slovencev, ki so pustili sledove na Dunaju, bi zahtevalo zajeten leksikon. Pa vendar, če omenim samo nekaj imen, ki so pustili svoj pečat na Dunajski univerzi. Imamo Brikcija Preprostega iz Celja, ki je v 15. stoletju predaval na Dunajski univerzi in je bil 3-kratni rektor magnificus, potem Andrej Perlah iz Svečine nad Mariborom, bil ugleden zdravnik, astronom, matematik. Ima spominsko ploščo na stolnici svetega Štefana pod Južnim zvonikom. Leta 1549 je bil tudi rektor univerze, ustanovil je sklad za štipendiranje štajerskih rojakov. Eden njegovih učencev je bil Klemens Kukic iz Metlike, ki je bil tudi profesor na Dunajski univerzi.
Potem, če se sprehodimo pod arkadami Dunajske univerze, bomo srečali doprsni kip Kopitarjevega naslednika, jezikoslovca in ustanovitelja Slovanske stolice na Dunajski univerzi, torej Franca Miklošiča. Potem nedaleč stran se lahko sprehodimo do kipa Jožefa Štefana, fizika, matematika in pesnika, ki je postal znan predvsem zakonom o sevanju. No in če gremo potem malo dalje po Dunaju in se sprehodimo po Lindauer Gasse, lahko opazimo spominsko ploščo Ivanu Cankarju, ki je z impresionistično kritično predstavitvijo tedanje socialne problematike svojo drugačnostjo dopolnil svetovno uspešno dunajsko literaturo. Nenazadnje so to opazili tudi dunajski krogi in poimenovali po njem ulico v 22. okraju, torej Cankarstraße. No in zakaj zdaj vso to naštevanje? Osebe, ki sem jih naštela in tudi tiste, ki sem jih izpustila, imajo v glavnem skupno to, da so znali ostati povezani s slovensko govorečim območjem in doprinesti tako k intelektualni skupnosti na Dunaju, kot tudi k skupnosti v Sloveniji. Predvsem je treba ohraniti spomin na doprinos nekdanje slovenske skupnosti na Dunaju v duhu, s katerim je potem slovenska izobražena elita znanje prenesla nazaj v Slovenijo, kjer se je leta 1919 končno oblikovala tudi Univerza v Ljubljani. In poleg te zgodovinske povezanosti med Dunajem in Ljubljano je treba ohraniti vrednoto izmenjevanja znanja, redne uporabe slovenščine ter strpnosti ob sobivanju, tako Slovencev na Dunaju, kot tudi slovenskih manjšin v Avstriji. In kakšno je trenutno stanje slovensko govorečih študentov in študentk ob 100. obletnici kluba? Za začetek ne smemo prezreti Knafljeve ustanove, ki že od leta 1676 združuje slovenske študente in ki ponuja priložnost štipendiranja. Kot je že sam Prešeren napisal, mu je v bistvu prav ta štipendija omogočila luksuz, da je ostal na Dunaju in da je tu študiral. In verjetno se je od tedaj še veliko študentov in študentk prav zaradi olajšanih okoliščin o pridobitvi štipendije lahko lažje odločilo za študij na Dunaju in da smo tu sploh ostali. Potem pa imamo še študentski dom Korotan, še vedno deluje kot povezovalni člen študentov in študent, ki pridemo iz Slovenije in tudi slovensko govorečih, ki prihajajo iz avstrijske Koroške. In na nas, na mlajše generacije, da znamo ti dve ustanovi promovirati in v Sloveniji in v Avstriji in biti njun glas, ko pride do preizpraševanj subvencij. In nažalost je ravno v tem času treba upomniti, da stvari pa vendarle niso popolne. Nekaj dni nazaj, kot je bilo že omenjeno, nas je vse razžalostila objava mladinske organizacije avstrijskih svobodnjakov, ki je pred prihajajočimi deželno-zborskimi volitvami na Avstriji koroškim volivcem v objavi na družbenem omrežju pozvala naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko in s tem ustavijo slovenizacijo dežele. Kljub temu, da se je objavo odstranilo, je škoda vseeno ostala. Slovenska manjšina z govorjenjem slovenščine pravzaprav bogati avstrijsko skupnost in truditi se moramo, da bomo znali sobivati v sožitju in solidarnosti. Sama imam popolnoma drugačne izkušnje s stanjem slovenščine v Avstriji. Učim namreč tečaj slovenščine v klubu slovenskih študentov in študentk na Dunaju in za veliko mojih tečajnikov in tečajnic pravzaprav izvira želje po razumevanju in govorjenju slovenskega jezika iz same ljubezni. Poučujem posameznike in posameznice, ki se učijo slovensko, ker si prizadevajo dojeti svoje partnerje in partnerice, njihove družine in nenazadnje tudi slovensko skupnost na avstrijskih tleh. Torej, ne glede na to, da se je v medijih v zadnjih dneh prikazala novica, ki nakazuje na nezadovoljstvo slovensko govorečo skupnostjo, je to daleč od realnega stanja. S svojimi tečajniki lahko ponosno razkrivamo številne vidike in pomene naše skupne odgovornosti za razvoj in ohranjanje slovenščine. Mladi, ki trenutno oblikujemo študentsko generacijo, smo odrasli po padcu Berlinskega zida. Poznamo le Evropo brez meja. Družba, kakršno jo poznamo, močno odraža globalizacijo, ki jo mladi čutimo na vsakem koraku. Prednost naše generacije je, da smo prilagodljivi, govorimo veliko jezikov, potujemo, hodimo na izmenjave, ampak ravno v vsej tej svobodi moramo ohraniti vrednote starejših generacij, ohranjanje slovenskega jezika, druženje v slovenskih krogih in težnja po vračanju znanja v lokalne skupnosti. To pomeni prizadevati si za ohranitev Knafljeve ustanove, za ohranitev študentskega doma Korotan in za ohranitev kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju.
Dokler bomo znali ceniti te ustanove, bomo lahko sodelovali pri obogatitvi dunajske družbe. In da ne bom predolga, bi rada zaključila z mislijo, da je za mnogo slovenske govoreče študente Dunaj okno v svet in za nekatere odskočna deska na novo ploskev delovanja. Za vse pa je Dunaj začasen dom, kjer je neprecenljivega pomena, da lahko govorimo in se učimo slovensko. Hvala.